Po dnevu počitka se v Ljubljani nadaljuje Evropsko prvenstvo v košarki. Danes bodo tekme odigrale ekipe skupine E. Prvi dvoboj drugega dela prav zdaj poteka med Latvijo in Ukrajino. Ob 17:45 bo na sporedu tekma Belgija-Srbija, zvečer pa se bosta pomerili še Latvija in Francija. Slovenijo, ki v drugem delu igra v skupini F, prva tekma čaka v četrtek. Na celjskem sejmišču se je začel 46. mednarodni obrtni sejem. Z novimi tehnologijami in tehnološkimi procesi se predstavlja skoraj 1600 razstavljavcev iz 34 držav. Pridružili se jim bodo še 3 Mosovi podjetni talenti z inovativnimi podjetniškimi idejami. Sejem bo znova ponudil številne priložnosti za vzpostavitev poslovnih stikov in pridobivanja informacij o novih trgih. Poleg Turčije skupinske predstavitve pripravljajo še Brazilija, Hrvaška, Indija, Indonezija, Madžarska, Poljska in Srbija. Nekdanji odstopljen mariborski župan Franc Kangler je bil dopoldne na policiji zaslišan v zvezi s projektoma Pohorske vzpenjače in obnovo trga Leona Štuklja. Osumljen naj bi bil zlorabe položaja in pridobivanja nepremoženjske koristi. Skupno Kanglerja bremeni že preko 10 kazenskih ovadb. Kangler vse očitke zavrača in dodaja, da je to, kar zadnje mesece doživlja strani policije, mobbing. Ob današnjem svetovnem dnevu prve pomoči Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca poseben poudarek namenja prvi pomoči in varnosti v cestnem prometu. Prometne nesreče so namreč postale največji svetovni morilec, saj se v prometu vsakih 30 sekund zgodi nesreča s smrtnim izidom. Pri Rdečem križu opozarjajo na pomembnost znanja prve pomoči in menijo, da bi moralo biti obnavljanje tega znanja vsakih 5 let predpisano zakonom. Slovenska nogometna reprezentanca je v svoji 8. tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2014 v Nikoziji premagala Ciper z 2:0 in tako ostala v igri za pot v Brazilijo. Naše nogometaše do konca kvalifikacij čaka še domači obračun z Norveško in gostovanje v Švici. V naši kvalifikacijski skupini vodi Švica, druga je Islandija, Slovenija pa se je z 2 zmagama prebila na 3. mesto. Mislim, da smo dobro začeli. In mislim, da sem imel že pred golom eno priložnost 100%, kaj bi mogel že prej izkoristiti. Ampak vsemu mislim, da smo cilj izpolnili, zmagali smo, kar je najbolj pomembno. Ampak mislim, z igro še ne smemo biti zadovoljni. Imamo še veliko rezerve in moramo najti našo igro. Če žoga pri nas teče, smo bolj nevarni in moramo vsi biti aktivni. In če smo bolj aktivni, je lažje vsem in lažje igramo in lažje dosegamo zadetke. In to moramo še popraviti. V četrtek bo oblačno, občasno bo še deževalo, na Primorskem bodo tudi nevihte. Najmanj dežja bo na severovzhodu. Meja sneženja bo med 1700 in 2000 metri. Popoldne in zvečer bodo padavine od zahoda ponehale, pričelo se bo jasniti. Ob morju bo pihala večinoma šibka burja. V petek bo delno jasno, po nižinah sprva megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Danes v dnevniku televizije Maribor. V Podravju so ta teden začeli trgatev. 7 mariborskih protestnikov bo moralo za nekaj mesecev v zapor. Na Mariborski univerzi so znova reševali problem najema prostorov za študentsko prehrano. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.